ko se bo zadeva ustavila, se pravi po 15 sekundah, bo trikrat piskana in pač takrat 3 sekunde intenzivno pihne to. Tako da zdaj, torej ne še, da naštivamo. Se pravi, piham 3 sekunde intenzivno. 3 sekunde intenzivno, pa ne iz zraka, se pravi iz pljučka. Kaj je to, kar imaš v zraku, pihni not. Pardon, pljuček pihni not. Piska? Zdaj bo piskano, če se kakšno. Sredi, že se štemo. Zdaj, 3 sekunde. Super. Ko ga pokažemo. Ok, torej 9. To bi nekako pomenilo, napisali še 9, to bi nekako pomenilo, da si kadilec, pokadiš približno 5 cigaret na dan. Zanimivost pa lahko povem, da okolikor bi bila v Ljubljani vsebnost ogljikovega monoksida v zraku večja kot 8,5, se pravi, to, kako imaš ti približno, bi zaprli promet v centru. Tako da, če bi bilo dosti ljudi taki kot ti, ki imajo enako kot ti, bi potem bil promet v centru že zaprt. V redu, kaj pa če bi živel v New Yorku? Če bi živel v New Yorku, bi po vsej verjetnosti bila ta zadeva že v osnovi okrog 8. Tako da, to je tisti, ki ne bi kadili. Ampak glede na to, da tukaj zrak ni tako nesnažen, je to kar relativen pokazatelj tvojega stanja v pljučih. Sem to pomeni, da sem kar v bistvu tako ne preveč strasten kadilec? Ne preveč strasten kadilec, se pravi, so ljudje, ki imajo celo več, ampak zaenkrat ta zadeva je na taki stopni, ki bi se lahko mogoče vprašal, ali bi bilo mogoče smiselno nekaj, ja. Tako je. Ampak zdaj me še nekaj zanima. Jaz sem danes rečem pokadil, mislim, da 3 cigarete od jutri. Koliko se ta številka še vedno v bistvu od prejšnjih dni nekako zadržuje meni? Ta številka konkretno je pokazatelj v bistvu različnih pogledov. Od tega, koliko so tvoji starši doma kadili, tega, koliko si se hajal v lokale in koliko si v preteklih dneh kadil. Zdaj, to je tak povprečen pokazatelj. Lahko, da je plus 1, minus 1, odvisno od daj si kadil nazadnje. Torej, mogoče, če bi zdaj kadil, bi bilo kaj več. Da bi, glede na to, da si pa samo 3 danes pokadil, po moje to, glede na to, da je povprečje. So pa določene zadeve, in to bi lahko tudi povedali, lokali, predtem se je pač zadeva prepovedala, je bil recimo KMŠ, v tem primeru je imel 68, kar pomeni, da 9 cigaret na uro, če si bil samo notri, pa tudi, če nisi kadil. Tako da to je to. Je pa ta kampanja v okviru Evropske komisije, se imenuje HELP, za življenje brez tobaka, in se je izvajala v zadnjih 3 letih na približno 50 prireditvah v Sloveniji in je tudi v povprečju v Evropi izmerila nadpovprečno število ljudi. Se pravi, mladih nekje med 12 in 35 letom starosti. Ti si kdaj kadil? Jaz sem kadil v življenju, ja. Kdaj pa nehal? Pri 3 letih. Pri 3 letih sem poskušal in imam približno toliko kot ti, ker so moji starši doma 20 let kadili. Dobro si. Vidite, 9, treba nehati. Super. Odlično.